apostolski nunci in predstavnik Svetega sedeža v Republiki Sloveniji, nadškof Luigi Bianco, ki predseduje današnji slovesnosti, spoštovani gospod novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Sajet, spoštovani gospod mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl, spoštovani gospod koprski škof, podpredsednik škofovske konference Peter Štumpf, spoštovani gospod soboški škof Janis Kozinc, spoštovani gospod upokojeni ljubljanski nadškof in prvi celjski škof Anton Stres, spoštovani gospod upokojeni škof Stanislav Lipušek, spoštovani gospod nadškof, upokojeni nadškof in celjski rojak Marjan Turnšek. Vsi prav lepo pozdravljeni k tej današnji slovesnosti ob 20-letnici škofije, ustanovitve naše celjske škofije. Pozdravljam vse, ki ste se zbrali, gospoda generalnega vikarja nadškofije Maribor Janeza Mesnikov, gospoda vikarja, generalnega vikarja naše škofije, gospoda Mikličarja, gospoda prefekta ljubljanskega bogoslovja, maroha Srpske pravoslavne cerkve in vse vas, dragi duhovniki, diakoni naše celjske škofije. Pozdravljam vse vas, drage redovnice in redovniki, pozdravljam pevce našega župnijskega stolnega zbora in orkester in pozdravljam vse vas, predstavnike naših župnij celjske škofije, ki ste prišli danes sem v tako lepem številu, da bi se skupaj zahvalili Bogu za ta dar naše škofije, naše povezanosti in našega občestva. Odprimo na začetku te svete daritve svoja srca Gospodu, ki nas po svetem duhu odpira, njemu, ki želi tudi v tem trenutku nam podeliti darov milosti, ki vsak najbolj potrebuje. Naj nas Gospod očisti in poveže, da bomo ena cerkev v slavljenju in zahvaljevanju. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo uredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešila v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega pustila in slabega storila. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, najbližjega očeta. Usmili se nas, Gospod. Vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Oče, prosi nam svetlo slavu svojega Sina, besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca. Si nam razodil nedomljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno verovali, slavili veličastvo večne tvornosti in moliti vsemogočnega enega Boga. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki ste voj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekovno. Amen. Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sinajsko goro. Kakor mu je Gospod zapovedal, v roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil pod njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogato dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal ter rekel: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod, sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Božja beseda. Bogu hvala. Slava
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. S tvojim duhom. Božja beseda. Bogu hvala. Isti čas je Jezus rekel Nikodemu, Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vam veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vam veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v imenu edinorojenega Božjega Sina. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje škofje, so bratje duhovniki, diakoni, dragi bratje in sestre.
Danes to bogoslužno slovesnost ob 20-letnici naše škofije obhajamo prav na praznik Svete Trojice in to ima en posebni pomen. Prav ta praznik razkriva temeljno resnico naše vere o Bogu in o Cerkvi. O Cerkvi, ki se v polnosti uresniči prav v škofiji. Naš Bog namreč ni neko osamljeno, vsemogočno bitje, ki bi bilo že samo po sebi si zadostno, ampak je živo občestvo Očeta, Sina in Svetega Duha, ki jih povezuje darujoča ljubezen med njimi in do človeka. Človek in Cerkev sta prav najslavnejši odraz te Božje podobe. Tudi krajevna Cerkev je namreč najprej občestvo vernikov, ki jih Sveti Duh povezuje iz različnih narodov in ljudstev in kultur v eno Kristusovo telo, ki skupaj slavi Boga in znanja Božje dela, kakor smo slavili prav pred kratkim na velikonočni praznik. Različnost v edinosti, ki jo povezuje ljubezen, ki je Sveti Duh. Prepričan sem, da je bil navdih tega Božjega Duha ključen tudi na začetku naše celjske škofije. Samo Gospodov Duh je namreč mogel povezati ljudi od Posavja, Zasavja in Kozjanskega preko Celjske kotline vse tja do Savinjskega sedla v eno škofijsko skupnost in jih utrditi v identiteti enega Božjega ljudstva. Ustanovitev škofije leta 2006 je bila po eni strani odgovor na pastoralne izzive časa, da bi bila Cerkev bližje človeku in bi lahko zadihala z novim evangelizacijskim zagonom, kot ga je spodbujal sveti papež Janez Pavel II. Hkrati pa je bila tudi odraz presoje, kakor pravi prvi celjski škof Anton Stres, da so verniki svoji pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v svojem okolju. V teh 2 desetletjih se je zgodilo veliko pobud, ki so dajale konkretno obliko našemu cerkvenemu življenju. Hvaležni smo za vse, ki so soustvarjali to pot. Številni duhovniki, katehisti, animatorji in različni župnijski sodelavci so darovali svoje najboljše moči, ko rečemo tudi najboljša leta, da bi prebujali in prenašali ter utrjevali viro v novih generacijah, da bi lahko bila Cerkev prepričljiva priča evangeljskih vrednot. Prepričan sem, da nobeno dejanje, ki je bilo narejeno iz ljubezni, ni izgubljeno iz Božjega načrta. Ako danes obhajamo 20 let naše krajevne cerkve, se hkrati dobro zavedamo, da živimo v drugačnih časih, v spremenjenih časih. Naše okolje je večinoma zgolj le še formalno krščanstvo. Vera v družbi ni več nekaj samo po sebi umevnega. Če naši modeli oznanjevanja vzdržujejo le zunanjo pripadnost cerkve, ne da bi ustvarjali notranjo odločitev za Kristusa, jih je potrebno temeljito premisliti
in morda tudi spremeniti. Z vero, pogumom in ljubeznijo. K temu pogumu je prav te dni spodbujal škofe tudi papež Leon. Ko pravi, da mora biti Cerkev bolj pogumna pri odločanju za bistveno. Naj bodo pogumni duhovniki, da se bodo manj ukvarjali z ohranjanjem vsega, kar je, in bodo bolj svobodni pri oznanjevanju Kristusa. Naj bodo pogumne kateheze, pravi, da bodo res pot uvajanja v trajne formacije novega krščanskega življenja. Naj bodo pogumne in gostoljubne misionarske župnije, kjer se družine zbirajo in obnavljajo življenjsko silo evangelija. Bodimo pogumni za poslušanje mladih, ne da bi krotili njihovo vprašanje. Vera, pravi, se posreduje in raste tam, kjer obstajajo žive in velikodušne skupnosti, sposobne moliti in poslušati. Skupnosti, v katerih Božja beseda ne ostaja na obrobju, ampak osvetljuje odločitve, ki spreminjajo, kjer Evharistija postaja resnično vir in vrhunec, kjer družine niso prepuščeni sami sebi, kjer revni niso zunanji prejemniki pomoči, ampak bratje in sestre, po katerih nam Gospod govori, tako papež Leon. Dragi bratje in sestre, prav zato smo v Celjski škofiji pred leti hvaležno sprejeli povabilo papeža Frančiška, da stopimo na pot sinodalne prenove. Želimo se vedno bolj prepoznavati kot Cerkev živih občestev, kjer bi se lahko vsak posameznik močneje povedal svoje krstnega dostojanstva in prepoznal svojo lastno poslanstvo v oznanjevanju evangelija. Sinodalna cerkev je tista, v kateri lahko vsak ponudi dar, ki ga je prejel od Svetega Duha, za skupno izgrajevanje skupnosti. Sinodalna cerkev ne išče moči, temveč bližino. Povabljeni smo, da skupaj iščemo načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, da bi lahko te darove prepoznali in prijeli pogum za njihovo uresničevanje. Zavedamo se, da je sinodalnost predvsem učenje poslušanja in pogovarjanja, tako z Bogom kot med seboj. Izkušamo, da je to zahteven proces, ki kliče k zvestobi, v molitvi in premišljevanju Božje besede, ter k vsakodnevnemu prakticiranju dejanj usmiljenja in ljubezni. V takem ozračju verujemo, da tudi duhovni poklici ne morejo izostajati, ampak bodo potrditev živosti naših občestev. Na ta način bomo lahko, dragi bratje in sestre, uresničili vizijo naše škofije, ki nam jo je Sveti Duh v teh letih skupnega iskanja pomagal odkriti in nam jo polaga na srce. V Svetem Duhu se prepoznamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji. Upanje, da je ta vizija uresničljiva, nam daje prav današnja Jezusova beseda v Evangeliju. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Njegova zvesta ljubezen, ki nas hrani po sakramentih,
in nam prihaja naproti tudi v naši nemoči in grešnosti, nas lahko vsak dan dela nove. To je moč, ki presega. To je moč Svetega Duha, ki nam je v krstu podarjena. Želim vam, da bi lahko ob tem praznovanju začutili nekaj te Božje moči, Božje ljubezni, ki prebiva v vsakem izmed vas. Da bi bili za to ljubezen hvaležni in da bi nekaj te ljubezni lahko priteklo tudi iz vas na ljudi, s katerimi živite in jih srečujete. Tako naj bo. Amen. Za Sveto Cerkev, da bi po zgledu Svete Trojice živela v edinosti, ljubezni in medsebojnem spoštovanju. Prosimo, da različi nas. Za našega papeža, škofe, duhovnike, diakone in vse ostale sodelavce, da bi zvesto oznanili evangelij in vodili Božje ljudstvo v svetosti. Prosimo, da različi nas. Za škofijo Celje, pomeni 20-letnici, da bi vedno bolj postajala živa skupnost vire, upanja in ljubezni, ter podobno odgovarjala na izzive današnjega časa. Prosimo, da različi nas. Za vse, ki so ustvarjeno življenje naše škofije, da bi se v Svetem Duhu prepoznali kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji. Prosimo, da različi nas. Za mlade, družine in nove duhovne poklice v naši škofiji, da bi odprli srce Božjemu klicu in z veseljem gradili Kristusovo cerkev. Prosimo, da različi nas. Za bolne, osamljene, preizkušene in vse, ki nosijo težko bremena, da bi v občestvu cerkve našli oporo, tolažbo in novo moč. Prosimo, da različi nas. Za naše
ljubezny in edinosti po Kristusu našem Gospodu. Amen. K oltarju prinašamo zgodbo, ki je nastala ob 20-letnici Celjske škofije. Sveto pismo nas uči, naj velika Božja dela ohranimo v spominu in jih posredujemo prihodnjim rodovom. V tem zborniku so zapisani dogodki, ljudje, prizadevanja in milosti, ki so v teh letih oblikovali življenje naše škofije. Najbolj dragocen spomin na Prehojevo pot, hkrati pa trden temelj za nove korake vere, upanja in služenja. Gospod, blagoslovi vse, ki so ustvarjali to zgodbo in vse, ki jo bodo nadaljevali v prihodnosti. Dekanija Humni grad Šaleška dolina se ponaša z visokimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp, na drugi strani pod seboj skriva globoke rove Šaleškega rudnika. Če se vrhovi kopljejo v soncu, je v globinah še kako pomembna svetlona. Zato v znamenje hvaležnosti zanjo prinašamo rudarsko svetilko s prižganim plamenom. V globinah je plamen pomenil upanje in nakazoval bližino morebitne nevarnosti. V življenju kristjana pomeni luč vere, ki nam je bila prižgana pri Svetem krstu, njen plamen pa lahko ohranjamo in negujemo v naših domačih in župnijskih občestvih, povezanih z našim pastirjem Škofom. Dekanija Kozje Rogatec Šmarja pri Jelšah prinaša na oltar sadove zemlje in človeškega dela. Vino nastane iz mnogih jagod, združenih v eno. Tudi verniki naših župnik smo poklicani, da kot občestvo živimo povezani, saj lahko le v medsebojni povezanosti drug drugega spremljamo, dopolnjujemo in pogumljamo. Naj bodo te darovane dobrote znamenje naše pripravljenosti, da rastemo v edinosti ter skupaj poznanjamo Gospodov evangelij. Dekanija Celje Nova Cerkev prinaša na oltar svečo. Je simbol naše povezanosti v molitvi. Različni smo, ko prihajamo pred Gospoda. Z delovanjem Svetega Duha zmoremo darovati svoje delo, veselje in trpljenje. Ko smo ponosno in veselo zbrani na zahvalni slovesnosti ob 20. obletnici ustanovitve Celjske škofije v imenu dekanije Žalec in Lastovče, hvaležno prinašamo kip naše Petrovške Matere Božje, ki jo častimo v srednjem romarskem svetišču Celjske škofije v baziliki Obiskanja Device Marije v Petrovškem.
na svoj pot, torej na praznik obiskanja Device Marije, tako kot je nekoč obiskala svojo sorodnico Elizabeto. Romarji jo skozi stoletja častijo kot ljubečo, nežno, milo, dobro mater, kot pravi stara romarska pesem. Vsa je gnagljiva, lihko bi živala, njena podoba na smeh se drži. Petrovška Marija je že bila odnegdaj zavetnica, tolažnica, priprošnica naših prednikov, pa tudi celjskih grofov, ki so pred njo kričali in jo imenovali naša ljuba gospa. Naj nas danes njena prisotnost spominja na materinsko varstvo, s katerim nas spremlja dolga stoletja in nas navdaja zaupanjem, da se bomo v svetem duhu znali prepoznavati in oblikovati v dejavne in sočutne člane občestev v naši škofiji.
imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Sodobi se je pravično je. Veste spodobi in nepravično, primerno in zveličavno, da se vredno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, ki si z edinko jednim Sinom in svetim Duhom. Eni Bog, Gospod, ne umeni z nami posebej, ampak vseh posebej in Bože narod. Kako Tvoje razložitvi, verujemo v Tvoj slav, prav to reč, razlike, verujemo o Tvojem Sinu, prav to o Svetem Duhu, ko slavimo Tebe, slavega ljubečna Boga. Molimo vsako osebo iste Bože narave in enakega Boga. Tebe, sveta Tvorce, hvalijo angeli in nadangeli in vsi nebeški zbogi, in ti ne nehajo slepe in dan likati.
moj spomin. Skrivnost mira, zahvaljujemo se ti, da smemo biti dupe tvoje in ti služiti. Pomično prosimo, naj nas Sveti Duh ob prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, svobodni v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim apostolskim nuncijem Lučijem, tukajšnjim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, naših pokojnih škofov, duhovnikov, diakonov in vsega Božjega ljudstva, vseh ljudi, ki so vrli v tvoje milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in učenci, z blaženim škofom Slomškom in vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, Kristusovi, Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V molitvi, ki nas je naučil Jezus Kristus, se obračamo na Boga kot na Očeta. Imamo Očeta, svoji bratje in sestre, smo živa krščanska skupnost, soudeleženi v Božjem življenju že tukaj na zemlji. Povabim vas, da s hvaležnostjo zmolimo Gospodu molitev za prehojno pot v 20 in več letih, za Celjsko škofijo, za vse nas, ki smo tukaj zbrani, da bi zmogli odkrivati pot, ki nam je začrtal Gospod in jo v soudeležbi uresničevati v naslednjih letih. Oh
svojim duhom. Jezus pravi, da nam zapušča svoj mir in pravi, da je to mir, kakršnega svet ne more dati. To je mir, ki prihaja iz tiste ljubezni, ki vlada med Očetom, Sinom in Svetim Duhom. In mi, ki smo ustvarjeni po Božji podobi, smo ustvarjeni kot občestvena bitja, da bi tudi mi v naših skupnostih ustvarjali enako sožitje in s tem tudi mir. In da bi ta mir prinašali svetu, to sožitje in ta mir med nami, razpravljenost, sodelovanje, medsebojno spoštovanje, je pogoj in hkrati najmočnejša opora našemu vključevanju v tem razkristjanjenem svetu, brez katerega naše vključevanje ne more uspeti. Zato si tega Jezusovega miru tudi mi sedaj drugemu zaželimo in naj bo to obljuba, da bo tudi Celjska škofija v svojih občestvih in po celotah občestvo miru, prijateljstva, sožitja, sodelovanja in ljubezni.
bratje in sestre v Kristusu, čast in hvala ti, Bog Oče, edino rojeni Božji Sin in Sveti Duh. Neskončna je tvoja ljubezen do nas. Ob koncu te slovesne svete maše v Celjski stolnici z veseljem izrekam priščen pozdrav vsem prisotnim. Celjskemu škofu Maksimilijanu Matjašu, mariborskemu metropolitu nad škofu Aloisiju Sviklu, predsedniku Slovenske škofovske konference, škofu Andreju Sajetu iz Novega mesta, ter drugim prisotnim škofom. Posebej pozdravljam duhovnike, stalne diakone, redovnike, redovnice, bogoslovce in vernike te škofijske skupnosti. Vesel sem, da sem tukaj z vami ob tej posebni priložnosti. Kot apostolski nunci v Sloveniji, predstavnik svetega očeta Leona XIV, imam čast vsem posredovati njegov apostolski blagoslov. 7. aprila 2006 je pokojni papež Benedikt XVI ustanovil nove škofje Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Maribor pa je bil povzdignjen v metropolitansko nad škofje. V dolgi zgodovini Cerkve v Sloveniji je bil ten trenutek posebnega pomena. Današnji praznik Presvete Trojice ponuja priložnost za razmislek o naravi in poslanstvu Cerkve. Katekizem Katoliške cerkve uči, da je za razumevanje skrivnosti cerkve dobro najprej upoštevati njen izvor o načrtu Presvete Trojice in njeno postopno. Usmerjevanje z zgodovino. Obstaja pomemben izraz, ki označuje odnos med cerkvijo in Trojico. Ecclesia de Trinitate. Cerkev iz Trojice pomeni, da cerkev izhaja iz očetovega odrešenika načrta, temelji na Kristusovem odrešenem delu in se neheno obnavlja po zaslugi delovanja Svetega Duha. Najbolj praznovanje obletnice ustanovite Celjske škofje primere Bogu za obnovitev zveste in iskrene ljubezni do Svete Cerkve, naše Matere. Cerkev, ki je nastala iz neskončne in večne ljubezni Trojice, razkriva Božjo ljubezen in svoje otroke vabi, naj pričujejo za njo z dostojnim življenjem.
Ob koncu meseca maja, ki je posvečen Blaženi Devici Mariji, prosim po njeni priprošnji Materi Cerkve za obilne milosti za vse člane Čeljeskega škofijskega okrožja. Naj ta lokalna cerkev z radostjo in upanjem nadaljuje svojo pot vere in krščanskega pričevanja. Hvala. Spoštovani gospod apostolski nunci v Republiki Sloveniji, dragi celjski škof, vsi sovratje v škofovski službi, dragi duhovniki, diakoni, bogoslovci, redovnici, redovniki, verniki, dragi bratje in sestre. Danes je dan hvaležnosti Bogu za vse darove, ki jih je bila celjska škofija deležna pred zadnjih 2 desetletji po obnovitvi celjske škofije. Obletnice so pomembni veliki, saj nam pomagajo, da se globje zavemo svojih korenin. Prav iz korenin preteklosti prepoznavamo svojo identiteto, kar nam pomaga najti moč, smer, pa tudi navdihe za prihodnost. Prav je, da smo ponosni na svojo preteklost, kajti iz te rastemo in se tudi bogatimo. Vedno znova, ko se spominjamo dogodkov iz preteklosti, pa odkrivamo tudi trenutke očitnega delovanja Svetega Duha. Njega, ki vodi in spremlja Božje ljudstvo skozi desetletja, stoletja in tisočletja. 20 let škofije Celje je lepa priložnost za hvaležnost Bogu. Hvaležnost za vse dobro, kar se je v teh letih dogajalo na tem prostoru, v duhovnem življenju vernikov, po življenju in delovanju 3 škofov, duhovnikov, ter redovnic in redovnikov. Hvaležnost je hkrati najlepše vabilo poživitvi evangeljskega in misijonskega duha ter pastoralnega delovanja v tej krajevni cerkvi. Spominjamo se preteklosti in prehojene poti, da bi bili v prihodnje še bolj v službi ljudem in si skupaj prizadevali za krepost vire, ki rojeva veselje in upanje. Tako se vsem za naš jutri postavlja vprašanje, kako živeti vero, da bo med nami v tem svetu prebujala upanje, da bo vodila k dejavni ljubezni, predvsem pa, da bo odpirala prostor srečevanja z Bogom. Veselim se z vami ob tem vašem praznovanju. 20 let škofije Celje je hkrati tudi 20 let mariborske metropolije. Skupaj prosimo za Božje varstvo in Božje blagoslov za vse naše prihodnje delovanje. Kot mariborski naš škof vam želim ob tej priložnosti, vas želim povabiti k našemu praznovanju, da se nam pridružite v praznovanju 800-letnice naše škofije, prej Blaženske škofije. Nismo povezani samo po skupnih krščanskih koreninah, povezuje nas tudi stoletja skupne poti vere, verskega in kulturnega življenja in delovanja. Ta zgodovinska povezanost naj se še naprej kaže, naj utrjuje, predvsem pa nas spodbuja k medsebojnemu bratstvu in sodelovanju pri oznanjevanju evangeljskega oznanila. Naj Gospod blagoslavlja celjsko škofijo in po njenem delovanju tudi celotno mariborsko metropolijo. Hvala.
se res s hvaležnostjo oziramo na vse 20-letno dogajanje, za vse, kar je bilo v teh letih dobro storjenega in se danes s to daritvijo zahvaljujemo Bogu, ki vodi svojo cerkev skozi vse čase. Naj v tem trenutku posebno voščino namenim našemu škofu Maksiminu, kajti včeraj je minilo 5 let od škofovskega posvečenja na Gornjem gradu in na današnji dan prevzem škofijskega sedeža. Kaj drugega vam naj gospod Skop zaželimo kot to, da še naprej v modrosti, pogumu in z očetovskim srcem vodite Božje ljudstvo. Nas vse pa vabim, da ga podpiramo z molitvijo in zvestim sodelovanjem. Po zaključku bogoslužja vas vse prisrčno vabimo na skupno druženje pred stolnico. S tolikimi darovi ste se odzvali, da se moramo še potruditi, da tudi to zaužijemo. Naj se praznik nadaljuje v gradskem srečanju, pogovoru, medsebojnem veselju, saj smo kot škofijska družina poklicani, da ne gradimo le občestva v svojih župnijah, ampak tudi kot skupnost celotne krajevne cerkve. In preden sklenemo to slovesnost, res iz srca želimo zapeti zahvalno pesem. Zahvalno pesem, ki ne odraža tisto v naših srcih, kar tako težko ubesedimo v besedah. In znamenje naše hvaležnosti in zaupanja Bogu, pa se, ko se bo sprevod iz prezbiterija izvršil, vas povabim predstavnike župnik, da pridete sem, ker bo ta škof, da spremete za župnije simbolično darilo ta zbornik, ki je išel od 20 let. Naj zadoni zahvalno
Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v mir.